Dober dan želim, lepo pozdravljeni in dobrodošli na internetu časnika Finance. To je pogovor, v katerem lahko sodelujete tudi vi. Moje ime je Juri Šimac, poleg mene je moj dober kolega Jure Ugovšek, oba seveda prihajava iz Financ. Najprej Jure, živijo tep, se vidiva, slišiva, vse deluje. Živa, se vidimo. Tukaj z mano še naš kolega Max, ki zanima nas spremlja Ljubljansko borzo, sploh nove člane. In tako priložnost imamo zelo redko, ampak danes imamo, a ne? Tako je, danes se pogovarjamo o Vzajemni, od jutri bo mogoče z njenimi delnicami trgovati na Ljubljanski borzi, z nami pa je gospod Šenk, predsednik uprave Vzajemne. Spoštovani gospod Šenk, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Se slišimo tudi mi. Ja, hvala za vabilo, pozdrav tudi vama, pa tistim, ki poslušajo, tako da dober dan. Dober dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli še enkrat. Jutri, torej dan D. Povejte nam, aj kaj nervoze? Ja, malo nervoze je pri takih dogodkih, kakor je, mu rekel, tale nova faza v Vzajemni. Nekih je že bilo, ne? Prva recimo leta 24 z ukinitvijo dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, zdaj 2 leti kasneje vstop na borzo, preoblikovanje v delniško družbo v tej vmesni fazi, kar smo naredili. Tako da je mečka nervoze, tiste pozitivne, bi rekel, no. Ok, to nas veseli, to je v redu slišati. Preden gremo na samo Vzajemno in mogoče kakšne podrobnosti glede samega trgovanja z delnicami, pa bi vas rad vprašal eno malce bolj splošno vprašanje. Vsi v zadnjih dneh spremljamo geopolitične pretrese, govorimo seveda o napadu na Iran in posledicah tega napada. Zelo, kar močan odziv je videti na trgih. Moje vprašanje pa bi šlo v smeri, kaj takšni pretresi pravzaprav, če govorimo tako bolj nasplošno, pomenijo za zavarovalnice. Vemo, zavarovalnice zavarujejo določene stvari, na drugi strani imajo tudi portfelje. Te portfelji so verjetno v zadnjih 2 dneh malce pod pritiskom. Ja, zavarovalnice smo pač znane, da se rade ukvarjamo oziroma da se ukvarjamo s tveganji, tako da seveda smo tukaj zelo previdni. Gre pač predvsem za tiste, ki smo bolj lokalni, gre bolj za naložbeni portfelj. Lahko rečem, da pri nas to mogoče ni tako kritično, ker pač večinoma ne nalagamo, zdaj so pač najbolj na udaru tehnologija, pa recimo nafta, plin in tako naprej, energenti, ne. Po drugi strani pa to, kar ste omenili, recimo zavarovanja, zagotovo, kakšna premoženjska zavarovalnica, pozavarovalnice, ki krijejo določena področja na Bližnjem vzhodu ali pa blizu, da je nervoza toliko večja. Jasno, vsi upamo, da ne bo zadeva pljusknila predaleč, ampak borze se na take reči hitro odzovejo, ne, tako da nam se to seveda, se nam vsem pozna. Ok, razumem. Jure, si hotel nekaj pripomniti? Ja, in zdaj ravno v takšnem času se odpravljate na borzo, ko je že malo povišena negotovost, tudi vidimo, da na Ljubljanski borzi sta že 2 zavarovalnici in tudi te 2 sta kar dosti zanihale v zadnjih dneh. Pa vseeno, mogoče vaše pričakovanja za prvi dan, za prve tedne, kaj mislite, da se bi lahko dogajalo za delnico Vzajemne, kaj po osrednjem scenariju nekako pričakujete, pa kaj bi za vas bil recimo nek uspeh ali pa na drugi strani neuspeh v teh tednih, ki prihajajo, kar se delnice tiče seveda. Ja, res je malo neugoden čas. Ne verjamem, da smo v septembru 2008, recimo tiste Lehman Brothers časih, ampak kljub vsemu, ne, je tak čas. Tako da že tako smo pričakovali, ne. Po eni strani imamo zelo razpršeno strukturo delničarjev, ne, tam čez 450.000 malih plus ZZZS. Ljubljanska borza je relativno majhna, ne, recimo v primerjavi s kakšnimi res večjimi. Malo je bilo tudi prevzetih delnic, ne, tako da bi res ta prve dni, če ne bo ne vem kakšne likvidnosti recimo, bi lahko pa sam tečaj bi pa lahko nihal, no. Jaz vsem pričakujem v enem doglednem času, sploh, da se bo normaliziral, sploh, ko bodo tudi kakšni analitiki svoje mnenje povedali o Vzajemni, tudi o strategiji, ki jo imamo, ki jo bomo predstavili, jo že predstavljamo. Verjamem, da bo promet ratal bolj reden,
manjša odstopanja pri ponudbah oziroma naročilih. Tako da verjamem, da se bo stabilizirala zadeva. No? Tako da ne vem, mislim, da sem bral mnenje, ste ga tudi vi objavili, nekje je res za pričakovati, če gledam glede na nominalo, nekje med 0,8 pa 1,2 recimo, dejansko pričakujemo nekaj takega. No. Res, da mogoče zdaj v tem času, ko vstopamo na borzo, da bo ta zadeva še bolj volatilna, prvič zato, ker vstopamo, pa vprašanje, kakšni bodo te prvi odzivi, ne, pa tudi zaradi geopolitične situacije, ki ste omenjali, ampak bom rekel res na dolgi rok pričakujem nekaj takega tudi. Mislim, da bodo udeleženci videli, da smo resno podjetje, no, tudi ne nazadnje. Ja, bomo kot sami tudi udeleženci, z Maksom tudi to zanimanjem spremljali. Bi vas pa mogoče vsem prosil, če stopimo lahko en korak nazaj, vzajemno zelo dolgo poznamo v slovenskem prostoru, ste pa v neki fazi preoblikovanja, oziroma ste že nekaj korakov v to smer že kar naredili, kar precej, ampak če nam vseeno poveste, če bi na kratko pisali Vzajemno danes. Včasih je bila to kot nek sinonim za ponudnika dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kaj pa je danes? Kaj danes pomeni jedro vašega poslovanja, pa mogoče največji del te marže v prihodnje, iz česa se bo generiralo, kakšnih zavarovalniških produktov, pa mogoče tudi kakšnih dodatnih sorodnih produktov? Ja, kar široko vprašanje. Res je, saj sem tudi že prej omenil, mi smo izgubili z letom 2024, zakon je bil sprejet v 2023, v sredini leta, približno 93% vseh prihodkov. Tako da je bila neka reorganizacija, optimizacija poslovanja, je bila kar potrebna. No. Tudi kar nekaj manj nas je trenutno zaposlenih, ne delamo pa več v to smer. Stroškovni del, mislim, da smo razen seveda, kakor delamo še naprej na digitalizaciji, na sinergijah skupine in tako naprej, jasno, stroškovna optimizacija je ves čas tema, ampak dejansko pa smo se v strategiji predvsem sfokusirali na prihodkovno stran, tako da lahko rečem, zadnji 2 leti rastemo nekaj nad planom, torej nekaj več kot 13%, 13,9 v zadnjem letu, tudi take plane imamo za naprej, tako da nekje letos 40 milijonov bruto obračunane premije, kosmate obračunane premije, naslednje leto 45, se pravi leto 27 in to je tista neka ciljna vrednost, zato jaz rad rečem, ok, po strategiji imamo break-even leta 28, osebno pa res računam, da bi lahko že naslednje leto prišli do nič, glede na to, da smo na prihodkovni strani veliko naredili. Po drugi strani je v strategiji jasno zapisano, so 3 stebri, eno so pač produkti, drugo so prodajne poti, tretjo pa skupina, tako da nekako v tem delamo tudi, na Hrvaško smo šli lansko leto, smo specializirana zdravstvena zavarovalnica, se pravi, naš fokus je pravzaprav, da ponudimo tailor-made produkte strankam, nismo kompozitna zavarovalnica, in mogoče ne izkoriščamo teh cross-sell sinergij po eni strani, po drugi strani pa s tem, ker smo specializirani, smo korak naprej pri razvoju produktov, tudi lani smo 2 produkta nova, zelo uspešno na trg spravili. Drugače pa ja, zdravstvena polica in to kompleten, bom rekel, asortiman in za prebivalstvo na eni strani, na drugi strani za podjetja. Mogoče tukaj lahko, če mi dovolite, dodam par besed, to je, bom rekel, za slovensko gospodarstvo pomembno in tudi vidimo, da se povpraševanje vedno bolj veča po kolektivnih zdravstvenih zavarovanjih. Mi imamo približno 700 podjetij trenutno, kolektivno pri nas zavarovanih in ta absentizem, ki je problem našega gospodarstva oziroma zdravstva, kakorkoli že, rezultati so, kot so. To je nekaj, kar nam podjetja recimo vračajo v smislu, kako se je hitro njihov zaposlen lahko vrnil, se pravi, ta servis, hitra asistenca, pri nas je odziv na prvi klic 60%, čez 3 dni si pri specialistu,
potem je že obravnava in sledi fizioterapija, pa nazaj greš lahko relativno hitro v službo. Za razliko mogoče, če bi čakal doma 6 mesecev, pa se ti še zdravstveno stanje poslabša. Po eni strani, po drugi strani je to dobro za podjetja, ker jim ni treba iskati nadomestne kadre za kakšna ključna mesta. Tudi ne dobiš prav dobrega, ki bo prišel, ne vem, za 1 leto, a ne začasno, pa bo pa moral iti, ker se bo ta vrnil z bolniške. In kompletno se mi zdi slovensko gospodarstvo, ne. To je, rečemo, ta zdravstvena polica, ok, znotraj zdravstvene imamo specialiste, operacije, kritične bolezni, itd. produkte. Drugi, recimo, tak velik fokus naš so pa na zgodnja zavarovanja. To so recimo, tukaj so tudi malo večje marže, ok, pa tujina, pa tako naprej. Tako da, glede na bom rekel, produktni portfelj, zdravstvena polica, na zgodnja zavarovanja, tujina, to so kar, bom rekel, dobičkonosni produkti. Zdravstvena polica kolektivna, tukaj je malo več borbe, tam smo čisto na robu, mislim, da vse zavarovalnice, ker se pač zavedamo, da je treba ponuditi kvaliteten produkt, pa tudi cenovno dosegljiv podjetjem, tako da tam je mogoče marža sekundarnega pomena, glede na to, da pol iščeš tudi neko nadgradnjo, recimo pri družinah zaposlenih, dodaš še kakšne produkte, da je to v bistvu priložnost za vstop, recimo, do strank, no. Ne vem, če sem vam odgovoril, lahko bi še govoril, a veste, se vidite, tega je veliko, ampak v principu, če bi črto potegnil, mislim, da smo se lepo preoblikovali, da se bomo zdaj s poslom ukvarjali, dobro, jasno, tudi z borzo, in da sta pač zdravstvena polica pa nezgodna zavarovanja sta naš fokus. Še eno vprašanje, ste znotraj tega že kar lepo navedli vaše prednosti, oziroma kje se vidite in na kaj se fokusirate, ampak če bi pa morali izbrati eno konkurenčno prednost Vzajemne, pa vemo, da je konkurenčni boj v slovenskem prostoru tudi vsaj takole, z vidika opazovalcev zunanjih se zdi kar velik. Kaj je vaša konkurenčna prednost? Ja, eno stvar bi pa res poudaril, no. To se mi zdi, da ta asistenca, se pravi, ko spremljamo zavarovanca od klica do usmeritve k specialistu, do recimo obravnave operacije, karkoli, do rehabilitacije, fizioterapije, na primer, ta asistenca, ki sem rekel, da 60% klicev takoj naredimo, v prvem dnevu 90%, če so kakšni komplicirani, jasno, traja par dni, nič več. In vse to spremljanje zavarovanca od klica do zaključka rehabilitacije, to mislim, da so tudi naše stranke, naši zavarovanci prepoznali. Mi imamo vsako leto to naredimo, smo merili zadovoljstvo strank, to so kar veliki vzorci, no, 8500 približno jih je odgovoril, je izpolnil anketo in povprečna ocena na lestvici do 5 je bila 4,9. Mislim, da je to res v Sloveniji je zagotovo, pa verjamem, da tudi v bližnji okolici, kamor upam, da se upravimo malo bolj intenzivno tudi v prihodnosti, da bo to ena taka prednost, ki jo želimo zadržati, na kateri skozi gradimo. Rekel, kar digitalizacija je nekaj običajnega, mi smo jasno ponosni na to, kako se digitaliziramo, ampak rekel, ta prav konkurenčna prednost, po kateri ste vprašali, pa mislim, da je ta podpora stranki, ta asistenca. Ok, gospod Šenk, jaz bi imel mogoče par vprašanj, ki so vezana čist na jutrišnji dan, na začetek trgovanja, ne. Skratka, jutri gremo zares, trgovanje se začne, vi boste tudi pozvonili na borzi, ne, s tistim zvončkom, ko se začne trgovati z novo delnico na borzah, je to običaj. Drži? Drži. Ne vem, udeležil se bo konference tudi finančni minister za finance, gospod Boštjančič, tako da mislim, da bo kar skupaj pozvonila, ker je bilo ministrstvo za finance, ki je bilo pač idejni, rekel, za ta zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, bo seveda tudi prisotno v lansiranju, v nastopu. Ok, seveda ne moremo vedeti, a bo jutri že kaj prometa s to delnico, ne? Lahko pa seveda vprašamo vas, a vi imate osebno delnice Vzajemne?
Ja, na to vam moram žal negativno odgovoriti. Namreč jaz v Vzajemni nisem bil, ampak sem bil v eni drugi zavarovalnici prej, ki je imela prav tako zdravstvena zavarovanja in sem bil tam zavarovan, se razume, ne, človek je lojalen, tam, kjer je zaposlen, ima svoje zavarovanja. Tako da po zakonu, ki sem ga omenil, o statusnem preoblikovanju Vzajemne, nisem bil upravičen do delnic na dan 31.12.23, Vzajemni sem od sredine februarja 24, tako da žal ne. Lahko pa rečem, da jih bom zagotovo imel, ko jih bom tudi smel kupiti, ne, zaradi pač notranjih informacij, zaradi pravil. To lahko naredim šele, ko bo objavljeno revidirano letno poročilo 25. To je pa nekako, mislimo se kar zakonskega roka držati do konca aprila letos, oziroma se ga moramo, ne. Tako da potem pa zagotovo verjamem v to zgodbo. Ok, to je lepo slišati. Zdaj ste tudi v bistvu odgovorili na vprašanje, ki se je postavilo nam, a boste na prvi dan, a bi lahko vi poskrbeli za kaj prometa, ne? Ampak kot kaže ne. Ne morem. Ne, žal ne, res ne gre. Ok, razumem. Še en pomemben dogodek bo za slovenski kapitalski trg bo sledil ta teden, in sicer bo možno začeti odpirati tako imenovane individualne naložbene račune. Tukaj vas bi rad tudi vprašal, ne, a nameravate to odpreti? Ja, zagotovo ga bom odprl, ja. To se mi zdi res tak dober. Individualni naložbeni računi, tako kot sem jaz to razumel, so pač omogočajo dostopnost pač za male delničarje predvsem, so, ne vem, omogočajo dolgoročno varčevanje, razpršenost, varnost naložb, tako da tudi davčno so ugodnejši. Predvidevam, da tudi stroškovno, čeprav tukaj smo dobili zelo malo informacij zaenkrat, no, razen od ene banke, in verjamem tudi, da so koristni, ne vem, za slovensko gospodarstvo. Če se bo neki teh sredstev, kakor vem, skoraj 32 milijard je na varčevalnih računih prebivalstva, tako da če se bo kakšna milijarda pretopila oziroma preselila v INR-je, verjamem, da je to koristno, ne. Ok. Še eno stvar vas moram glede same delnice oziroma Vzajemne vprašati, ne, ker je v zadnjih dneh, mislim, da je to vprašanje kar pogosto se začelo odpirati. Tako imenovana vinkulacija. Dajte nam kaj povedati o tem, dajte nam neko pojasnilo za ljudi, ki ne razumejo tega izraza, kaj pravzaprav to pomeni in kaj pravzaprav s tem nameravate doseči. Glejte, ta vinkulacija je res v zadnjih dneh, jaz ne vem zakaj, ne, ker je cel kup podjetij, ki pač to uporabljajo, jasno tudi nenazadnje to zakon omogoča, to je čisto, bom rekel, zakonska postavka. Zakaj smo se mi skupaj z nadzornim svetom seveda za to odločili in predlagamo, da gre v statut, še pred nastopom borze je to zdaj, mislim, da na mizi, ne, da ne bi spadlo, zato smo se odločili tudi tako časovno. Drugače gre pa izključno za neko dodatno pojasnilo, saj mi smo na to tako gledali. Mi smo namreč že junija na skupščini takratni 25, ko je bil sprejet statut, je že govoril o tem in tem prvem 5-odstotnem pragu. Mi smo zdaj pač to dodatno pojasnili, da so te pragovi 5-odstotni, za katere vsak, ki gre čez ta prag, mora pridobiti dovoljenje družbe. Gre pa za to, da bi res želeli, ker verjamemo, da bo samo na ta način dolgoročno Vzajemna pridobivala na vrednosti, in mislim, jaz osebno res mislim, da je to tudi za delničarje koristno, kljub temu, da so mnenja tudi druga, da več kot je omejitev, da to lahko vpliva tudi negativno na vrednost delnice, ampak mislim, da v našem primeru ne bi smeli. Mi želimo pač, da tudi nekdo, ki nas bo prevzel, če do tega pride, da bo v bistvu nek strateški partner, ki bo izpolnjeval neko strategijo na dolgi rok, in da to ne bo, ne vem, da ne rečem kaj hujšega, ne, ampak da ne bo to, ne vem, neki prevzemi izključno namenjeni, ne vem, izčrpavanju. Glejte, jaz sem že včeraj na enem pogovoru dal primerjavo, ki vem, da je malo deplasirana, vseeno je Vzajemna manjše podjetje, ampak vseeno, imamo izkušnje v Sloveniji iz bančništva, ne, pač NKBM je šel po eni poti, ne,
NLB je še po drugi poti, mi bi radi šli po tej drugi poti, tako da nekako tej zaščiti temu je pač to namenjeno, nič drugega. In kot rečeno, je bilo v statutu že od junija lanskega leta, zdaj smo pa to dodatno precizirali, pa se je malo prag dvignil. Okay, mogoče samo še to, ta predlog je usklajen z največjim delničarjem v Vzajemne, to je ZZZS. To morate pa njega vprašati. Ja, to lahko vi poveste. Ja, kaj mislite? Jaz sprašujem. Ja, ne bi vam na to odgovoril. Ok, dobro. Tudi to je nek odgovor. Ja. Jure? Upam, da je. Ja. Mislim, da se strinja, no. Tako, ne vem. Vem pa ne oficialno, res ne. Okay. Se bo pokazal na skupščini naslednji teden, 11. Ko ste ravno omenili skupščino, pa lastništvo je precej razpršeno. Na eni strani ZZZS z dobrimi 15%, na drugi strani pa skoraj 450 tisoč malih delničarjev. Kakšen izziv predstavlja voditi družbo s takšnim tipom lastništva, tudi mogoče skupščino, kako je pripravljati in podobne stvari, in tudi mogoče koliko resursov gre za te namene. V prospektu smo lahko videli, da je lanski rezultat po vaših tedanjih ocenah na koncu negativen in da del tega je tudi na račun stroškov preoblikovanja in vseh teh stvari povezanih z tem postopkom. Tukaj sem lahko pa recimo bolj precizen kot pri zadnjem odgovoru. No. Za preoblikovanje ocenjujemo, no, saj še ni čist konc, ampak čeprav preoblikovanje je zaključeno, ampak neki stroški bodo še nastajali, je po naši oceni šlo približno 2 milijona evrov v teh 2 letih. Mi smo pač morali obvestiti pisno vsakega upravičenca. To je bilo tam približno dobrih 832 tisoč upravičencev. Tisto, kar sem prej omenil, je bila definicija z zakonom določena na dan 31.12., kdo je upravičen, 23. Ne. Tako da, kaj pa vem, vodenje družbe je po mojem mnenju nespremenjeno. Mi tudi recimo skupščine pač delamo online, virtualno. Jasno, ker ne vemo točno, koliko delničarjev bo prišlo, si ne upamo rezervirati nekega prostora, pa pol recimo, da bi se od zunaj zbrala množica, ki je ne bi imeli kam dati. Tako da to smo tudi zapisali, tako da, kaj pa vem, mi pač delamo res v dobro družbe na dolgi rok, oziroma vseh deležnikov, bom rekel, jasno, delničarjev tudi, ampak tudi zavarovancev, tudi zdravstva, ne nazadnje, nam je to kar precej pomemben, se mi zdi, da smo nek pač vzporeden sistem javnemu in upam, da tukaj tudi nekaj pozitivnega delamo. Tudi v tem vidu, ne glede na to, da je ZZZS pač 15,23% delničar, upam, da bomo lahko tukaj tudi kaj pripomogli slovenskemu zdravstvu. Bi se mogoče še malo dotaknili vašega poslovanja, ste že omenili, da se trudite, da bi že prihodnje leto dosegli pozitivno nulo. Nam mogoče lahko poveste, od česa vse je to odvisno? Mogoče tudi kakšen vpliv ima na to naložbeni del vašega portfelja, kako pomembno je recimo to, ali pa mogoče kakšna druga postavka? Ja, zelo banalno, se opravičujem za to, ampak pač prihodki, odhodki, zdaj pa glavne postavke, ki jih gledamo, na eni strani kosmata obračunana premija, tukaj sem že povedal, da imamo ambiciozne cilje, približno 13% rast v teh letih, pa glede na to, da nam to ratuje, mislim, da nismo preambiciozni, kljub temu, da so na začetku nekateri malo bolj skeptično gledali, mislim, da smo kar dobro zastavili. To je na eni strani. Naložbe so pomembne, tukaj imamo kar nekaj prihodkov na tej strani, tudi portfelj smo zamenjali, ne bi zdaj spet v tem, to so zdaj spet neki dodatni podatki, ampak mislim, da je ta del kar lepo
lepo obdelan, se pravi, čeprav smo zopet zelo varni, kar se naložb tiče, ker je eden od strateških tistih pomembnih ciljev je seveda tudi kapitalska ustreznost. Mi imamo približno 300% kapitalsko ustreznost skoraj, ne, se pravi trikrat več, kot je zahtevano, kar zagotavlja res visoko varnost našim zavarovancem, hkrati pa omogoča tudi uresničevanje naše strategije. Mogoče lahko tudi kakšno na to rečem. Drugače pa kot rečeno, na drugi strani pa stroški seveda, tukaj mislim, da smo z digitalizacijo pa sinergijami v skupini največ naredili, nekaj jasno tudi z racionalizacijo na eni strani, se sem že rekel, zaposlenih, res da to, kar je zdaj zaposlenih, približno 260, to so res strokovni kader, tudi dobra ekipa, tako da tukaj ne nameravamo več racionalizirati, zato ker je pač, smo se kot rečeno skoncentrirali na prihodkovno stran. To je to, kaj se jim, če sem prej, ne vem, omenil pač iz strategije, ta strateški del se mi zdi tudi pomemben, dosledno izvajanje pač strategije nam pač omogoča res ustvarjanje nekih vrednosti na daljše obdobje. No, tako da. Dobro, zdaj z borzo prihaja pač, mogoče je to še bolj iz prejšnjega vprašanja, neka dodatna transparentnost, neko dodatno poročanje, obveznosti glede poročanja. Mislim, da bo to vse pozitivno vplivalo na vrednost, nimamo kaj skrivati, no, na koncev, ne. Tako da je pa to itak zavezano, tako da, ne vem. Je pač ekonomija obsega je, bom rekel, zelo pomembna pri Vzajemni, ki je izgubila pač, kot sem že prej omenil, kar precej prihodkov, tako da na tem zdaj delamo največ. Kako pa mogoče, da ste omenili kapital, ne? Je možno tudi, da bi kakšne investicije šle dodatne, vemo, da tudi kar nekaj imate naložb v sami zdravstveni dejavnosti in tudi to je nekako strategija, ki se jo grejo tako vaši konkurenti v Sloveniji, kot v zahodnih zavarovalnicah, nam je zadnjič povedal analitik Rok Skliarič, ki spremlja ta sektor. Hvala za to vprašanje. Ja, to sem prej malo tudi hotel mogoče v to strategijo iti, ne. Prej sem omenil, da je za nas zelo pomemben, da stranko spremljamo pač od klica do potem, ko gre, da rečem malo v narekovajih, nazaj v službo, oziroma ko se postavi zopet, ko je zopet zdrava. Trenutno smo lastniki ali pa solastniki 4 družb, 2 zdravstvenih centrov, enega dentalnega, pa enega za celostno oskrbo stranke. In tukaj pa želimo malo povečati tudi kapitalsko ta del, zato da bi iskali dodatne sinergije v smislu, ne vem, operacij, da imaš zdravnike po celi Sloveniji, da lahko mogoče svoje stranke pošiljaš bližje njihovemu domu. Želimo pokriti Slovenijo malo bolj, kot jo imamo trenutno, se pravi z nekimi kapitalskimi ali soudeležbo, ali celo prevzemo, ali celo neke novo podjetje, eno smo ustanovili še mesec nazaj, ali pa še manj, no. Ajdomet, ne vem, če je to znano. Tako da, ker smo 75% lastniki, tako da, intenca je razširiti se preko medicinskih centrov, pa tudi drugih izvajalcev po Sloveniji, mogoče tudi kakšne komplementarne dejavnosti vzpostavljati, ne vem, omenil sem pač operacije, to je znotraj centrov, to itak že izvajamo, ampak recimo, lekarniška dejavnost ali pa recimo bolnišnična dejavnost na dolgi rok. Res opozarjam, da me ne bi narobe razumeli, to je recimo res dolgoročen plan, ampak v to smer gre pač privatno zdravstvo, vidimo tudi druge države, recimo jaz sem en mega primer je Poljska, samo to je pač toliko večji trg, tako da so tudi tuji vlagatelji hitreje skočili noter, pa to omogočili, oni imajo že terciar, recimo tam v privatnem zdravstvu, ne bom zdaj Zahodno Evropo omenil, ampak zato sem namerno Poljsko, tako da si predstavljam, da bo Slovenija šla tudi po tej poti,
in mi moramo biti vse čas poleg, če ne celo vodilni. Kar nekaj vprašanj je bilo in tudi že odgovorov potem, tako da hvala lepa vsem tistim, ki kar en tak zanimiv chat se tam odvija usporedno. Eno vprašanje se mi pa zdi zelo na mestu, da se ga kar zdaj dotaknemo. Sicer, kakšna pa je nekako vaša ciljna kapitalska ustreznost in potem bi pa se tudi mogoče vprašali, vem, da so dividende kar precej oddaljene od tega, ampak vseeno nekako na srednji rok, pa ste tudi sami že omenjali v pogovoru za Dnevnik, če se ne motim, da bi pa lahko tudi kakšno dividendo izplačali po prvem, recimo, malo večjem dobičku, nekega bi ustvarili. Ja, čakajte, najprej ste rekli... Kapitalska ustreznost, ciljna kapitalska ustreznost, ja. Torej, mi smo zdaj kar precej imamo kapitala, se strinjam, tudi verjetno greste prav v to smer, nameravamo ta apetit spustiti, ciljna je nekje med 180 pa 220, ker nima smisla, ne, da imaš toliko kapitala vezanega. Jasno, taki časi, kot so, hiter kakšna malenkost, kakšen dogodek, lahko res zaniha to kapitalsko ustreznost, tako da je dobro, da imaš neki bufferje, preveč pa seveda ne, da imaš kapitala vezanega. Po eni strani, ne. Po drugi strani, glede dividendne politike, ne, bi pa rekel tako, dejansko dividendne politike trenutno nimamo. Mi smo se odločili, da bomo v letošnjem letu videli, kako se je prijela ta optimizacija, reorganizacija, kakšni so efekti, se pravi rezultati 25 in v letošnjem letu, iz strategije 25-27, ne, in potem bomo tekom letošnjega leta, ko bomo videli, kako nam gre, mi seveda zdaj ocenjujemo, da dobro, kar se strategije tiče, da gremo v pravo smer. Verjamem, da bomo začeli počasi, ne verjamem, odločitev je, da začnemo počasi s pripravo 28-30 in tukaj pa računam, da bi v 28-30 bi pa mora že biti stabilni dobički in samim tem tudi potem dividendna politika, dobro, na koncu to delničarji o tem odločajo, ampak mislim, da bi morali začeti tudi že dobičke izplačevati. Če ne že leta 28, pa potem 29-30, verjamem, da bi že morali. Ko pa ravno omenjate ta leta, ne, vem, da v dosedanji komunikaciji ste bolj govorili 27-28, ampak kaj pa recimo 2-30 pa potem, ne, lahko delite z nami kakšne recimo konzervativne oziroma optimistične scenarije glede rezultatov, pa na srednji rok nasploh, no, kje vidite kakšno tako dobičkonosnost, kakršen ciljate recimo na srednji rok. Ne. Zdaj, Rok Stibrič je rekel, da so vlagatelji v zavarovalniškem sektorju kar malo razvajeni, če tako rečemo, z visokih dividendnih donosov pa visoke dobičkonosnosti, tako da konkurenca recimo za pozornost vlagateljev bo kar velika verjetno, ne? Ampak nek cilj verjetno pa imate, ki si želite videti čez čas. Ne? Ja, tako daleč moram priznati, da res težko odgovorim. To bi bilo res, se mi zdi, malo neresno z moje strani. No. Če bi zdaj, kljub samo je rekel ta fokus break-even na 28 v strategiji, kot sem že prej rekel, računam sploh za skupino, da bo že v 27 se to zgodilo, ne, to je pomemben. In verjamem, da bo 29-30 reže, ampak da bi prav kakšno številko zdaj vam vrgel, si pa res ne upam. No. Tako da, ker je pa, če nismo splanirali, ne. Kljub samo moraš sestaviti pač kompletne izkaze, jasno, neke želje so, ampak ne bi res, mislim, neka lažna upanja. Mi smo pač vedno, tudi osebno sem kar precej optimističen, kar se poslovanja tiče, zato ker res dobro poslujemo, mislim, da je tudi trg privatnih zdravstvenih zavarovanj zelo zanimiv trenutno, no. Glede na celotno situacijo in tako bo tudi naprej, ne glede na tudi politiko kot tako, kar se vidimo, da je podobno posod, ne, tudi v Zahodni Evropi, no, če sem prej vzhodno omenil, tako da to je neminovna pot, no, da bodo zdravstvena zavarovanja pač vedno bolj zanimiva, pri čemer moramo mi pač paziti,
da bomo pač ponudili dovolj visok standard teh zavarovanj, dovolj dober servis, storitev, tako da to pa je naša naloga. No. In verjamem, da bo to posledično pač tudi neke donose. Mislim, jaz bi se strinjal z vami, pač zavarovalništvo je, enkrat je en moj kolega rekel, to je dober biznis. No. Tako da verjamem, da bomo tudi mi v tej grupi. No. Štarta smo pač iz nizke pozicije, ampak res, rekel, naša tangenta je pa verjetno bolj strma, kot od kakšnih drugih. Se pravi, gremo hitro navzgor. Dobro, to je dobro slišati. Jaz bi se vklopil z enim vprašanjem, ki ga je imel eden od poslušalcev, sicer neke vrste odgovore že dubo, ampak vseeno mogoče bi radi slišali še od vas. Gospod Anton je namreč napisal, da ga zanima, kje lahko dobi izpis delnic Vzajemne, ker je obvestilo izgubil. To se je verjetno še marsikomu zgodilo. Mislim, lahko pokliče k nam, ni problema, lahko gre na spletno stran, tudi tam je poimensko, se bo najdel z EMŠOTom in bo videl, koliko ima delnic. Ni problem to. Okay. Ja, še en prijatelj me je vprašal zadnjič nekaj podobnega, zelo tehničnega oziroma zelo recimo banalnega. On ima recimo svojo partnerko, ki je tudi upravičena do delnic, noče pa odpreti trgovalnega računa, ker se ji zdi to mogoče mal previsok strošek. Ona dva pa nista poročena. A lahko to kako prenese na njega, ker on pa ima trgovalni račun? Ja, čist zakonsko, mislim, da to so tudi dobro rešitev najdel, ne nazadnje, predvsem zaradi kakšnih starejših ljudi, ne, da prenesejo na sorodnike, tukaj na družinske člane, se pravi na ne vem, starše, partnerja, brate, sestre, otroke, vnuke, pravnuke, mislim, da so res nečake celo, da je zakon predvidel res široko skupino, pa tudi izvenzakonsko skupnost. Če sta v izvenzakonski skupnosti, prav, da skupaj živita, da se da to definirati kot izvenzakonska skupnost, je to možno prenesti na partnerja. Ni problem. Torej, poleg trgovalnih računov, to, kar smo prej govorili, INR, je ena možnost, ki mislim, da bo 5. aktualno to, se pravi pojutrišnjem, in pa tudi na družinske člane. Ja. To pa zniža stroške, če več družinskih članov gre, tudi ta prvi prenos ni obdavčen in ne bo obdavčen, ne. Tako da ostanejo iste pravice. Je pa mogoče še na mestu en razmislek ali pa opozorilo, ne, mislim, da smo ga že nekje zapisali, ne, ampak da bi kdo odpiral INR račun sam zato, da bo prevzel gor par delnic Vzajemne, to verjetno nima prav velikega smisla, ne? Najbrž ne, ja. Mislim, da tudi stroškovno se ne bo šlo, no. Tako. Samo prodaja, da res samo prevzameš in prodaš, bo verjetno INR ni prava rešitev. Ok, super, to je dobro slišati. Ja. Glede objav rezultatov še, ne, mene to običajno zelo zanima, ne, sploh, ko pride neka nova družba. Vi ste že povedali, letno poročilo boste enkrat aprila, če sem prav razumel, objavili. Konec aprila, ja. Potem pa pridejo verjetno na vrsto tudi kvartalni rezultati, ne? To boste objavili tako, kot vse ostale borzne družbe, ne? Enkrat na četrtletje, v skladu z nekim finančnim koledarjem. Mi smo na standardni kotaciji, tako da bomo objavljali 2-krat letno. Ne? Se pravi, revidirano letno poročilo, pa polletno poročilo do konca septembra. Tako, to je zdaj naš okvir objavljanja rezultatov. Ok, dobro. Ja. Jure? Ja, eno stvar ste prej omenili, o strateškem potencialnem drugačnem lastniku. In tudi v medijih se je sicer pred časom že omenili, da bi Vzajemna lahko bila potencialna prevzemna tarča, da ste zanimivi. In ko smo se sami pogovarjali z analitikom Skibričem pred časom, je omenil, da so zavarovalnice takšne velikosti lahko zanimive za marsikoga, predvsem na zahodu, ker ne gre za tako majhno zavarovalnico, je pa še vedno dovolj veliko, da je obvladljiva za marsikoga. Zdaj vem, da težko govorite zdaj o takšnih stvarih, ampak vseeno, kako vidite vi recimo prihodnosti lastniške strukture družbe,
pa nasploh, a ste tudi sami, ste dovolj veliki, da bi kaj manjšega si priključili, kakšno zavarovalnico, ali vidite mogoče potencialne naložbe bolj v smeri zdravstva, kaj ste že prej omenili? Ja, mi, čisto iskreno, smo res, gledamo na to, da bi bili sami in z naložbami v zdravstvo, da bi bili čim bolj uspešni, da bi, kot sem že rekel, čim bolj dvignili vrednost pač družbe, zdaj, ko gremo na borzo za delničarje, da bi tudi nekaj pomenili za vse deležnike. Ne nazadnje, veste, naši delničarji so večinoma tudi naši zavarovanci. Ne? Tako da to je prav ena zanimiva sinergija. Ne? V bistvu bomo skupaj kot zavarovanci, se pravi kot posel in kot delničarji, to vrednost skupaj dvigovali. Ne? Tako da verjamem, da bodo naši zavarovanci oziroma delničarji ostali zavarovanci in zavarovanci ostali delničarji po eni strani. To je ta del. Drugi del, ta strateški, vidim tudi kot zanimiv, moram priznati, da ne bi izpadli ravno narobe. En resen strateški partner bi verjetno pomenil preskok zanga in za nas. Ne? Tako da obe poti sta po mojem čist legitimni in obe zelo zanimivi za vzajemno. Zdaj, a bo ta prevzem se hitro zgodil, tukaj sem pa majčkeno skeptičen, ker je to lastništvo, če bo prišlo do javne ponudbe, to lastništvo je zelo razpršeno, zelo malo delničarjev je prevzeli delnice, dobro, bomo videli še v letošnjem letu, do konca leta, mogoče se bo stanje spremenilo, tudi mogoče ta pritisk, da morajo delnice prevzeti v roku 2 let od pač jutra naprej, ne, ko gremo na borzo, sicer jih izgubijo, delnice se prenesejo na KAD čisto pod zakonu, ne. Tako da verjamem, da počasi bodo ljudje vsem prevzeli te delnice, potem pa verjetno čez kakšno leto, da bi se pa kakšna javna ponudba znala zgoditi. Jaz sem zelo neformalno že veliko stvari slišal in tako naprej, ampak nimam pa nobene uradne informacije, da bi kdorkoli želel trenutno prevzemati vzajemno. Razumem. Če sem pravilno razumel, kaj ste želeli povedati, skratka v teh 2 letih, dokler ne bo vse to, ta prenos oziroma možnost, da prevzamejo posamezniki delnice, je težko pričakovati, da bi se takšna javna ponudba lahko prišla do konca in prevzema. Jaz bi bil presenečen. Tako. Lahko pa se bo zgodila, se veste. Vse je možno, ja. Vse je možno, ampak kot rečeno, se mi zdi težko verjetno. No, mogoče proti koncu letošnjega leta, da se bo kaj že, da bo malo več ljudi že prevzeli. Trenutno se lahko povem, ne, poleg ZZZS-ja, ki je vseeno 15-23% lastnik, ki je prevzel svoje delnice, je prevzel približno 1,5% delnice je bilo še prevzetih. To je zdaj ta nivo, rečemo, pri slabih 17% smo trenutno. Ne. Delnic, ki so, rečemo, če bi nekdo dal ponudbo, več ne bi šlo. Ne. Razumem. Bi še nekaj vprašanj, ki so se nabrale tukaj v našem chatu. In sicer nekdo sprašuje po škodnem količniku. Lahko mogoče kaj poveste o tem? To je pa zelo različno, od produkta do produkta. Je pa škodni količnik relativno dober, odvisno od produkta, se pravi, pri nezgodah tam od 0,3, pa recimo pri zdravju, ki je do 0,5, pri kolektivnih precej višji, ampak sem rekel, tam iščemo druge sinergije, tako da zaenkrat, smo še vedno negativni, ne? To ste tudi vi povedali. Tako da to pomeni, da so pa stroški nad škodnim količnikom, ko prideš, smo pač z nepripisljivimi stroški, tisti, ki niso vezani na police, smo čez 100%, se pravi, če vzamem v zakup vse stroške. Drugače smo pa že kar solidni, no? Smo tam okoli 93%, tako da moram reči, da to res gre hitro. No? Hitro gre na boljše. No? Verjamem, da bomo hitro vzeli. No, lepo. Je pa še eno vprašanje vezano na to, kako nameravate pozivati delničarje, da prevzamejo delnice.
Tukaj en bralec oziroma gledalec pravi, da je bilo zadnje obvestilo februarja 2025. Zdaj, če smo pravilno zaznali, do zdaj se nekako ni mudil, da bi jih pozivali v to smer. Zdaj, počasi v naslednjih 2 letih pa verjetno se bo pa te stvari začele, ne? Ponovadi včasih delamo ljudje vse na zadnji hip, ne? Da ne bo čez marca 2028 pa gužba. Se strinjam. Veste kako, mi smo februarja 25 smo poslali, tako kot sem prej rekel, dopise, prav vsem, 832 pa še neki upravičencem potencialnim in to je bil kar drag zalogaj. No. Tako da, ker te zaveze zakonske ni več, se mi trudimo čim več, res vse, ki poslušajo zdaj, pa mogoče še komu povejo, čim več ne obiskujejo našo spletno stran. Mi tam že zdaj objavljamo kup informacij, kup odgovorov na najpogostejša vprašanja. Tudi na to temo bomo pozivali, recimo vse, ki niso prejeli sredstev na svoj račun, ki so se odločili recimo za izplačilo, pa so imeli to možnost po zakonu, pa nam niso javili svojega TRR-ja, svojega računa, pozivamo, res komuniciramo, kolikor se da, ampak prav, da bi na dom še kdaj pisali, dobro, lahko da bomo, ampak v tem trenutku za prevzem pač ne. No. Se pravi, bomo informirali tudi v javnosti, zagotovo ene pol leta pred, rečemo temi 2 leti, ne, se pravi pred marcem 28, bomo zagotovo tudi malo v javna sredstva šli, tako da verjamem, da bodo ljudje obveščeni, kaj ne naredijo. No. Zares. Okay, tukaj itak tudi vidimo, da predvidevam, da je ena od vaših kolegic objavila eno povezavo, ker se da preveriti, kolikšno število delnic vam pripada, oziroma jih imate v lasti, ali kakorkoli, jih lahko prevzamete. S tem pa mislim, Jure, sva prišla do konca. Ja, tudi držali smo se začrtanega časovnega okvira, kar se nam ne zgodi prav pogosto. V zavarovalništvu verjetno je ura je čas kar zelo cenjena, ne? Veliko v žurnalizmu. To pa je res, ja. Gospod Šenk, hvala vam lepa za vaš čas. Mi vam želimo jutri vse dobro, brez zapletov. Prosim vas lepo, ko boste zjutraj zvonili na Ljubljanski borzi, bodite malce nežni s tistim zvoncem. Zadnji, ki je z njim zvonil, je bil gospod Blaž Brodnjak in ga je celo utrgal. Obljubam, da tega ne bom naredil, sploh zdaj, ko ste me opozorili. Tako da res še enkrat hvala za tole vabilo, res je bilo prijetno v vajini družbi in upam, da smo kaj koristnega tudi povedali. Super, mislim, da smo. Hvala vam lepa. Lepo se imejte, se vidimo. Enako, lep pozdrav. Vse dobro. Živijo.